V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani, dragi brati in sestre. Satoko Kitahara je bila rojena 22. avgusta anno domini 1929. Po imenu ste verjetno lahko ugotovili, da gre za Japonko, se pravi deklico rojena na Japonskem, ki ima za svoj simbol vzhajajoče sonce. Torej ime ji je bilo Satoko Kitahara. Bila je rojena v aristokratsko družino. Pa se pravi nekaj manj kot pred 100 leti. In potem vzgojili so jo v šintoizmu. Japonci so, na Japonskem je misijonar sveti Frančišek Ksaverij v 16. stoletju. In ogromno Japoncev je sprejelo katoliško vero. O tem sem že večkrat pravil, potem so prišli pa nizozemski trgovci, protestanti, in so hoteli seveda, da bi bili oni edini trgovci, ki bi prodajali na Japonskem, in so potem nalagali tiste japonske voditelje, da so prišli katoličani samo zato, da bi potem z vojsko, Španci pa Portugalski, da bi z vojsko zavzeli Japonsko. In ti voditelji so se ustrašili oziroma so verjeli. Potem so začeli priganjati katoliške misijonarje, katoličane po Japonskem. Bilo grozno priganjanje tam proti koncu 16. stoletja. In potem so za 200 let zaprli japonske meje, kakšnih 200 let. Niso pustili nobenega ne noter ne ven. Ja, no, in ogromno je bilo mučencev, in da so jih na križ dali, pa potem s sulico prebodli in tako naprej. Metali so jih tiste vrele vrelce dol, tisto vrelo vodo not so jih metali, in potem neke jame skopali, pa z glavo navzdol jih jamo noter dali, pa neki smrad spodaj so jamo noter dali, da so potem umrli. Grozne stvari so počeli s temi katoličani. Ja, ampak potem so pa 200 let bili sami, brez duhovnikov, krščevali so otroke, se poročali pred 2 pričama, ohranili katoliško vero, mnogi. Ja, no, ampak kljub temu, vidite, so bili katoličani v manjšini. Največ je bilo tam na Nagasakiju, potem tudi Hirošimi, tam, ko so bombe dol vrgli, za laž vrgli bombe na ta najbolj katoliška mesta, kjer je bilo največ katoličanov. No, in zgodilo se je, da ta deklica Satoko je bila vzgojena v tisti japonski šintoizmu. To je pač neko praznoverje, ki ga imajo ti Japonci. So tudi budisti, šintoisti in vse mogoče vere imajo na Japonskem. No, ampak ni bila nikoli srečna in je študirala, potem ko je odrasla, bila je aristokratinja, bogati so bili, in je študirala medicino pa farmacijo. Potem je bila pa seveda druga svetovna vojna in je seveda videla, kaj so počeli Japonci. Vem, da so grozne zločine počeli Japonci. Japonska se je pač priključila Nemčiji, in Nemčiji pa Italiji. Potem so bili premagani, dve bombi so vrgli na Japonsko, mnoga mesta so požgali, bombardirali, požgali. Tako da je potem po drugi svetovni vojni je bila velika revščina na Japonskem. Mnogi Japonci so živeli, mnogi so bili otroci brez staršev, mnogi so bili pohabljeni in tako, pa zaradi tistih sevanja seveda tudi. Mnogi so mnogi umrli. Potem so mnogi Japonci so živeli, naredili so si pač na raznih mestih so si naredili take preproste hišice iz čisto takega materiala, tako da neke vrste kolibe so imeli, tam noter so živeli, ali pa pač šotorje noter in tako naprej. In temu so potem seveda oblasti seveda so imele taka mesta teh revežev
zaleglo kriminala in kriminalcev, pa so potem ponavadi so jih nagnali čez nekaj časa ven iz tistih njihovih kolib, pa vse požgali. Pa so spet morali spet druge napraviti in tako naprej. Tudi v Tokuju samem, nekem parku so imeli ti reveži svoje revno naselje, ubogo naselje. No, in ta Satoko je študirala medicino in je hodila pač vsak dan na univerzo, hodila mimo cerkva, pa vedno je zanimalo, kaj je noter v teh cerkvah noter, kot ni videla, nič ni poznala o katoliški veri. No, potem je šla pa enkrat obiskat eno svojo prijateljico, no, potem sta pa šli mimo neke cerkve in se je odločila, da bo šla noter, bo šla pogledat, kaj tam noter je, ker toliko ljudi tam zgor hodi. Zanimalo je, kaj je, radovedna je bila. Seveda ta radovednost je bila po božji previdnosti. In je šla noter, je bila do cerkve Jesusovega presvetega srca. In je potem po tisti cerkvi hodila in je prišla do nekega kipa Lurške Marije in jo je ta kip strašno pritegnil. Ni vedela, zakaj, ampak pritegnil je, pa je šla pred ta kip in potem pravi, da je občutila pri tem kipu nekaj tako nenavadnega, kar še nikoli v življenju ni občutila. Neki mir in neko milost, kar seveda ni vedela, kaj je. Neko srečo, notranjo srečo, in potem se je pa začela zanimati, kaj bi to bilo, zakaj ta cerkev, zakaj so te cerkve in tako naprej. In je prišla v stik z redovnicami mercedenarkami, ki so bile tam, sestre redovnice. In mati Karmel je bila tista, ki se je z njo potem pogovarjala in je začela učiti o Bogu, o božji previdnosti, in hodila je na neke vrste verouk. In kljub temu, da starši niso bili navdušeni nad tem, niso se s tem strinjali, se je dala, ko je bila stara 19 let, krstiti in se je privzela krstno ime Elizabeta. Potem čez nekaj časa je bila še v Birmi, njeno birmansko ime je bilo Marija. In potem je postala katoličanka. No, tukaj je, ko je bila stara 19 let, tako kot jaz. Tukaj je na podobi ta Satoko Kitahara, japonska svetnica, danes je božja služabnica. Kajti vidite, na Japonskem vemo, da so bili tudi katoliški redovniki in da je tudi Sveti Maksimilijan Kolbe pripeljal svoje minorite na Japonsko in so imeli potem, in je potem dal napraviti, mislim, da ravno v Hirošimi, v Nagasakiju je dal napraviti samostan in ponudili so mu mesto za samostan tam v mestu, pa tam okrog, ampak on je rekel ne in je šel tam neki hrib tam gor, dal samostan narediti, neki hrib, zelo neko neprivlačno področje za zidati, karkoli že. Ampak potem, ko so bombo vrgli, je prav tisti hrib rešil tisti njihov samostan, da niso bili uničeni. Kajti niti stekla niso popokala na oknih tega samostana, medtem ko druga se je bilo zrušeno z ravno zemljo. Pravi, da mu je vedno božja previdnost, moj Bog mu je dal vdihnil kraj, kam naj postavi samostan, da ni bil uničen. No, in potem je bil med temi minoriti je bil tudi neki pater, kako smo že imeli, pater Zeno, brat Zeno Zebrovski iz Poljske, ki je pa ostal na Japonskem. Vemo, da je Maksimilijan Kolbe potem šel na Japonsko nazaj, potem so ga zaprli, umorili v tistem, oziroma sam je dal življenje za tistega Poljaka, očeta, družinskega očeta. Ja, ta Zeno Zebrovski je pa ostal na Japonskem in je potem srečal to in je tam na Japonskem skrbel za, temu so rekli mesto mravelj. To je bilo tako mesto takih revežev, ki so si naredili tiste kolibe tam, pa živeli tam v nekem parku in tisti v Tokiu. In oblasti so jih hoteli ven izgnati, ker so jim šli na živce, pa na pot so jim bili, ampak neki pravnik oziroma neki človek, ki je imel majčkeno vpliva v politiki, se je za njih zavzemal, pa tega niso naredili. No, ampak seveda v tem mestu je bilo polno revežev, polno otrok brez staršev zaradi vojne in tako naprej. In je potem povabil to Satoko Kitahara, da je
da je šla iz svoje aristokratske hiše, iz svojih staršev in je šla v to mesto in je živela potem med temi reveži in je znala seveda igrati klavir in tako naprej in je potem jim igrala klavir, jih učila verouk in tako naprej, skrbela za njih, jih hranila in tako naprej, potrebovali so seveda nego in otroci in stari in tako naprej. In je živela med njimi potem do konca življenja, sicer ni dolgo živela. Umrla je 58 let, se pravi, bila stara je 29, 39, manj kot 30 let. 19 let je bila stara, ko je približno, ko je umrla. Ampak živela je svetniško med njimi, vidite, so povedala svojemu bogastvu, mislim, da je postala, hotela postati redovnica, ampak zaradi zdravja ni mogla biti. Ampak živela med njimi, vidite, in pomagala vse življenje in se žrtvovala svoje življenje, ki ji je še ostalo, vidite, da za te reveže, da so lahko normalno človeško živeli. No, danes je razglašena za božjo služabnico in Japonci so jo pred leti razglasili, je bila med 50 ženskami, ki so jih razglasili za najbolj pomembne ženske na Japonskem. Med 50 temi ženskami. Vidite, zanimivo je ta dogodek, da je ravno ob luškem kipu, vidite, začutila nekaj oziroma božja milost jo je pritegnila, da je potem začela se zanimati za katoliško vero in potem postala katoličanka, čeprav je prej šintoistka. To je zanimivo, je to, vidite, ker je ravno, pa egzorcisti pravijo, da se hudiči najbolj bojijo, najbolj še posebno kipov Lurške Matere Božje Marije. To zato, ker ko se je Marija prikazovala sveti Bernardki, vemo, da so prišli hudiči in potem napravili grozen kraval okrog Bernardke in kričali, naj pobegne proč od Marije, naj gre proč od Marije, naj gre proč, beži, 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 so kričali nanjo in grozen hrup so počeli. In potem je Marija samo dvignila pogled v smeri, od koder prihaja ta hrup, in trenutku je hrup utihnil. To je samo en Marijin pogled je bil zadosti, vidite, da je pekel odšel in da je prenehal tam zganjati hrup. Vidite, vemo, kaj je pa Marija pač kraljica nebes in zemlje, Božja mati, in za njo je božja avtoriteta in božja moč. No, in danes, pravi evangelij, je Jezus odpeljal, Jezus, ko je bil v puščavi, ko se je postil 40 dni, 40 noči, da je prišel hudič in ga skušal. No, in tisti skušnjavami je, da bi napravil iz kamnov kruh, da bi se vrgel dol iz tistega templja dol in da bi pokleknil pred hudiča in ga molil. In trikrat je rekel, pazi, če si ti Božji sin, se pravi, ni bil 100%, a je Božji sin, a ni Božji sin, ampak je rekel, če si Božji sin. No, seveda, Jezus je pač to dopustil kot Bog, zato vidite, da nam je dal zgled, kako se boriti proti skušnjavam. Kajti na tem svetu smo na preizkušnji, moji dragi bratje in sestre. Na tem svetu nismo zato, da uživamo, da si privoščimo in da imamo raj na tem svetu, ampak da smo na preizkušnji in se vsak dan, vidite, znova odločamo, da hočemo biti kaj Božji otroci in Božji prijatelji. To, kar smo postali pri krstu, ko nam je bil izbrisan izvirni greh, vidite, to moramo potrjevati vsak dan do zadnjega dneva na tem svetu. Noben človek, najbolj še toliko star, ne more reči, jaz sem pa že tako star, jaz sem kako se temu reče, jaz sem odporen na vse skušnjave, na vse naprej, nemogoče. Noben ni bil razen Jezusa pa Marije, ni odporen na grehe. Vidite, vsak izmed nas je skušan vsak dan, vidite, da bi grešil proti Bogu, da bi se upiral Bogu, da ne bi izpolnjeval Božje volje, da bi grešil vsemi glavni grehi in vsemi drugimi grehi, ki obstajajo na tem svetu. Vsak izmed nas, vidite, se mora odločati. Seveda, če človek redno moli, pa nosi zakramente, zakramentale, pa hodi v sveti izpovedi, potem seveda je zavarovan, ko Bog varuje pred tem, da ga hudič ne more zapeljati v grehe. Ampak tudi kljub temu, vidite, vedno smo na preizkušnji, nikoli ne moremo reči, zdaj sem pa navaden, zdaj sem pa na zeleni veji. Dokler smo na tem svetu, vidite, nas lahko hudič premaga, če Bog dopusti. Vidite, zato nam da zgled, kako Jezus odgovarja hudiču. Odgovarja mu je z Božjo besedo. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede, se pravi od Boga samega.
Boga samega prijemamo pri svetem Evangeliju, vidite, da se lahko borimo proti izkušnjavam in da lahko zmagamo nad temi izkušnjavami, vidite, v mislih, v vseh dejanjih. Potem pravi, ne skušaj Gospoda svojega Boga. To pomeni, ne smemo v Boga predrzno zaupati. Predrzno zaupati pomeni, danes bom še grešil ali pa grešila, ali pa danes bom še to napravil, pa rekel, jutri bom pa popravil, ali pa počakal bom, ko bom umiral, na smrtni postelji bom pa se bom pa spovedal. To so seveda same hudičeve prevare, vidite. Ne čakajmo na smrtno uro, da se spovemo, če imamo smrtne grehe, ne čakajmo na to, da čakamo na jutrišnji dan, kajti Bog nikomur ne obljublja ne prihodnje ure, kaj šele prihodnjega dneva. Nikoli ne vemo, kdaj nas bo poklical pred svoj sodni stol. Potem je rekel spet, če si Božji sin, pravi, ti dam vsa ta kraljestva, vso slavo tega sveta, pravi, če prideš, če padeš pred me in me moliš, se pravi, naj bi Bog sam svojo stvar, vidite, naj bi molil, pa naj bi padel pred kolena. Absurdne stvari, vidite, ampak to seveda, hudič seveda je pač padli angel s svojimi drugimi hudiči in seveda tudi njegova inteligenca nič taka, kot je bila. In seveda potem mu je Jezus rekel tisto, kar edino zasluži, poberi se Satan, kajti pisano je, Gospoda Boga moli, njemu samemu služi. To se pravi trojedinega Boga, nebeški Očeta, Jezusa, Svetega Duha, nobenega drugega Boga. Naš pape Frančišek, ki je pa okreval, hvala Bogu in Mariji, upajmo, da se bo spreobrnil, da mu je Bog dal po molitvi tolikih milijonov katoličanov, da mu daje še nekaj časa, da se bo spreobrnil, postati stalni katoličan, kaj tudi jaz molim. Tudi jaz molim za njegovo zdravje, pozdravljenje, da bi se spreobrnil, kajti če se pogubi svojo večnost. In da Jezus pravi, samo Boga, ki se nam je razodel, vidite, v stari zavezi, po novi zavezi, po Jezusu, samo tega moli, ne pa nobenega drugega Boga. Kot je predlagal hudič, sploh pa nekakšne stvari, vidite, kakšnega malika na tem svetu. Ma neki papež Frančišek nima nobenih škrupulov, da je tisto boginjo, kaj je že, pač imamo dal pripeljati, prinesti v Vatikan, pa da so jo tam nosili na ramenih, škofje so jo nosili v tistem čolnu noter na ramenih po cerkvi svetega Petra, vidite, absurdne stvari. Nekaj, kar bi človek rekel, če bi kdo komu rekel pred 50 leti, veš, da bodo nekoč malikovali tam v Vatikanskih vrtovih, bi rekel, s tabo je nekaj narobe, ampak v takšnem času živimo. No, in dva katoličana, ena Avstralka, pa še en katoličan, sta napisala dva katoličana, dve knjigi, v katerih obravnavata fenomen tako imenovanih, kot mi rečemo Slovenci, letečih krožnikov, ki pa so letečih krožnikov, tule imam en članek enega Garyja Batesa, je sicer protestant, ampak on je bil med prvimi, ki je posvetil več kot 20 let temu fenomenu. In zanimivo, da v svoji knjigi Aliens Intrusion, da vse svoje knjige čudovito piše točno tako, kot je. In pride do zaključka na koncu, obravnava vse te fenomene, kaj so se pač dogajali, in obravnava in pravi na koncu, in napiše na koncu, to so hudiči, to niso ljudje iz drugih zvezd ali pa iz nekih planetov v vesolju. To so lahko samo hudiči. Zakaj? Zato, ker kadarkoli pridejo v stik s kakšnimi ljudmi, obstajajo vsi lovci recimo na tornade v Ameriki, obstajajo tudi lovci na te leteče krožnike, in kadarkoli so se ti ljudje srečali z njimi, vedno se je slabo končalo. Imamo tudi več smrtnih primerov, ko so ljudje mrtvi bili potem, ko so se srečali s temi hudiči. Kajti seveda, če ti za hudiče letaš, da Bog dopusti, in potem lahko hudiči za človeka tudi umorijo. V tem svetu v bistvu pravi, kdor pač ljubi nevarnost, se v pač nevarnosti pogubil. Vidite, in ti hudiči, ki se izdajajo za vesoljce, ki letajo po zraku, tudi jaz sem sam videl tak leteči krožnik, ko sem bil tam nekje v najstniških letih, tisti vasici, kjer sem bil. Moj sošolec ga je tudi videl, sva se pogovarjala, smo se o tem, ravno nad njihovo hišo gor je bil.
In vemo, da tudi ti vesoljci, ti hudiči, ki se izdajo za vesoljce, če kdorkoli od teh napadenih ljudi, ko jih napadajo jih pa jih, ampak seveda samo take, ki so brez vere, ki nimajo katoliške vere, napadajo jih pa jih, če pa kdo reče od njih: Jezus, pomagaj mi, ga pa takoj zginejo, pa takoj pustijo, takoj odidejo. In potem pravi nek človek, pravi, kakšen absurd, pravi, da bi ti ljudje potovali na našo zemljo toliko in toliko, ne vem, koliko več 100 let, če bi tako dolgo živeli, pa potem pa pridejo do Zemljanov in ko pokličeš Jezusa na pomoč, pa zginejo, pa odidejo. Neumnost, ne. Ja, vidite, tako je, tako sami dokazujejo, vidite, da kaj so, pa kdo so, ampak bodite previdni, kajti ta ufoizem, ta vera v te vesoljce je zelo razširjena, tudi po Sloveniji. Ko sem jaz bil še najstnik, so imeli v študentskem naselju tukaj v Rožni dolini študentje NLP klub, tam spodaj na neki kleti. In so to propagirali, pa to raznašali okrog. Ja, ne nasedamo, vidite, takim stvarem, da vemo, da so. No, na žalost, vidite, tista Avstralka pravi, da so večina teh, pravi, protestantov, evangelistov, pravi, se je distancirala od tega ufoizma in učijo pravilno, da so to hudiči, razen ene cerkve, katoliške cerkve. V katoliški cerkvi imamo pa katoliške duhovnike in škofe, ki pa verujejo, da so pa to bitja iz drugih planetov in iz drugih osončij in tako naprej. In ja, pravi, in vem se, te protestanti se v svojih člankih prav norca se delajo iz katoličanov, pa pravi, ja, tisti direktor Vatikanskega observatorija v Vatikanu, pravi, je sam izjavil, da bi z veseljem krstil kakšnega NLP-jevca, če bi prišel na zemljo z otrokom. Ja, vidite, to je pa tisto. Modernizem se kaže tudi protestantom kot najbolj zabunkana vera, ker katoličani take stvari počnejo, propagirajo, ne. Medtem ko večina protestantov so se pa odločili, ne vsi, pač pa ti evangelisti učijo pa pravilno, so to hudiči. Ja, nima pa seveda pred njim nobenega orožja, ker nimajo zakramentov, nima zakramentalov, tako kot imamo mi, in seveda nimajo Božje matere Marije, ki je pa seveda glavna v boju proti Satanu in njegovim hudičem. No, in vidite, do kam pripelje ta evolucija ljudi, vidite, da izgubijo zdravo pamet, je recimo dokaz Nova Zelandija. Članek iz o Novi Zelandiji. Vidite, kaj piše na članku, pravi: Nova Zelandija je podelila pravice osebe neki gori v Novi Zelandiji. Tele gori je podelila pravice osebe, čeprav v Novi Zelandiji nerojeni otroci nimajo pravice osebi, jim ne dajo pravice, ampak jih morijo nerojene otroke. Medtem ko tele gori so pa podarili pravice osebe in je nedotakljiva. Zakaj? Ker neki novozelandski domorodci to goro pač po Božje častijo. Bog nam daj zdravo pamet, lahko samo rečem, vidite. To je uradno novozelandska vlada naredila, mislim, da je to kaka šala. To ni šala, to ni 1. aprilska, nismo še 1. aprila. To človek ne bi verjel, če ne bi prebral. To ljudje napišejo, vidite, kar pač se je zgodilo. Vidite, to se pa zgodi, če človek veruje v evolucijo in seveda v te neumnosti, ki učijo vaše otroke v naših šolah. Torej, borimo se pogumno, vidite, proti tem skušnjavam. Noben ni imun na te skušnjave sam po sebi, pač pa postanemo imuni, če redno molimo, sploh pa rožni venec, prejemamo zakramente, vidite, zakramentale, hodimo v spovedi. Potem pa velja tisto, kar pravi Sveto pismo: na rokah te bodo nosili angeli, da ne zadeneš z nogo ob kamen. To pomeni, da ne padeš v skušnjavi in da se ne pogubiš. Kajti na tem svetu, vidite, koliko že živimo na tem svetu, teh nekaj let na tem svetu, ki jih živimo, je samo nekaj trenutkov v primerjavi z večnostjo, ki nas čaka, ali v peklu ali v nebesih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.